Pozdravljeni. No, pa se vam spet oglašam. Zdaj, mogoče tisti, ki ste redni spremljevalci mojega kanala, me že mogoče majčkeno pogrešate, ampak vam moram povedati, kaj se mi dogaja. Prva zadeva, opazili ste, moja frizura. Kaj se je zgodilo? Šla sem k frizerki, no ja, zamenjala sem frizerko, preko priporočila sem dobila eno, kam naj grem, in sem rekla, majčkeno pristrižiti paža in ups, začela strižiti in me je tukaj od zadaj skoraj čist postrigla na milimetre. V glavnem, kakorkoli, ja, lasje zrastejo, ni noben problem, sej včasih rabimo to tako, da malo zamenjamo frizuro, ker imamo potem drugačno energijo in drugačno moč. Potem sem šla k drugi, da je popravila za njo, stanje, da sem sploh primerna za med ljudi. No, ampak okej, ni problem, če gre za lase, ker zrastejo. Ups. Vsi ste verjetno slišali za primer, ko so v ljubljanskem kliničnem centru nekomu odrezali želodec, ki je bil zdrav in v glavnem ups, napaka, ne? In potem strašno nam je žal. No in tukaj noter in prav s tako napako se zdaj pa mi ukvarjamo, no, ne s tako napako, ne gre se za želodec, ampak gre se pa za jetra. In sicer naša mucka zadnjič ste videli, ko sem je pokazala v enem videu, v glavnem dlaka se je sprejela in smo mogli dlako odstraniti in hkrati, seveda so mucko dali pod narkozo, veterinarka reče, me kliče, veste, vaša mucka ima vnete dlesni, je treba dati 4 zobe ven. Pač ona je veterinarka, ona se spozna na zobe, ne jaz. Sem rekla ja in so ji niso dali antibiotika, ker je imela vnetje v ustih in ni mogla niti jesti, pač se ji potem vse vnelo še pod jezikom, dajali smo ji sredstvo proti bolečinam, ki ga ne smeš vzeti na prazen želodec, in se je vnela cela sluznica in je začela bruhati kri in v glavnem, in potem so ji dali antibiotik, ki ni prijel, in na to so ji dali še zdravila ups, namesto za mačke, za pse, in dejansko je bilo v soboto tako, da je kazalo, da bo kar umrla. V glavnem, ups, napaka, ne? In nažalost sem prišla do tega, da ko ljudje postavijo na prvo mesto denar, delajo dejansko take napake, a ne? Ker če gledamo, če daš na prvo mesto ljudi, živali, ne vem, če daš na prvo mesto ta človeški faktor, ne denarja, ne moreš enostavno narediti ups, napaka. Tako da, zdaj, če gledamo, kaj nas vse to uči, ne? Ker vidimo, da je vedno več tega, ker potem sem šla v Škofjo Loko nazaj k našemu veterinarju in ko smo se pogovarjali, in on pravi tako, on je strokovnjak na svojem področju in on pravi, je rekel, jaz sem tako kot kapitan brez ladje. Sem rekla, vi imate majhno ladjo, ampak veliko srce. In a veste, ko vidiš, da ima nekdo res tisto srce za dobrobit ljudi, ne postavlja, pač tak človek ne more postaviti na prvo mesto pač denarja. Tako da, zdaj, če gledamo, kaj nas skupaj uči, kaj mene vse skupaj uči. Okej, eno stvar je, kar se tiče las in frizure, okej, življenje ti da limone, pa narediš limonado. Okej, to ni noben problem, pač se zrihtaš. Lasje zrastejo. Kar se pa tiče napak drugih ljudi, zdaj jaz razmišljam, kaj mene to uči. Ne morem razumeti, kaj me uči, nisem še do tam prišla. Mogoče tudi ena žalost zaradi umiranja ali pa spuščanja. No, zdaj pa pojdimo s tem žalost zaradi spuščanja in nenazadnje obdobje, v katerem smo zdajle, ki je povezano z postom. Verjamem, da mnogi od vas imate mogoče post od česa, da želite neko spremembo narediti, ali pa mogoče zdaj v tem postnem času
želite kakšno stvar spustiti. In verjamem, da prav to spuščanje, ki je zelo pač v procesu čiščenja, lejte, zdajle, če tudi nočete, življenje vas hoče poriniti naprej. Pač hoče. Treba je stvari počistiti. In zdaj, če vidite, da imate vedno več težav, dajte se toliko umiriti, pa se vprašajte, kaj me življenje uči, kaj me moja duša uči, kam me moja duša želi popeljati. In mogoče bi bil čas, da začnete res delati korake za sebe. Kaj vam prinaša več miru? Kaj vam prinaša več sreče? Kaj vam določene težave, ki jih imate mogoče z zdravjem, želijo povedati? Ne? Ker lejte, če predelujete iz nekega življenja žalost, ker pač zdaj čutim, da grejo neke stvari preko žalosti ven, ali pa to se dogaja mogoče zdaj prav pri nas s to našo mucko, karkoli, ne? Ja, z žalostjo. Če čutite, da morate nekaj spustiti in da gre to ven, dajte se vprašati, kaj predelujete. No, jaz zase vem, da predelujem energije divjega zahoda. Prišla sem do zaključka, da tukaj v Sežani dejansko skupinska ali pa, ja, tukaj ta okolica Sežane je povezana z divjim zahodom. Res, tako kot je v Škofji Loki povezana energija s srednjim vekom. In v bistvu nekako se najdeš z istimi ljudmi, ki imaš približno isto za predelati. No in vemo, da na divjem zahodu, in zdaj tisti, ki so povezani mogoče bolj tako z zahodnim delom Slovenije, mogoče tudi bolj divji zahod, ki je povezan s tem, da če pogledamo, kaj so bili na divjem zahodu, ljudje, ki so bili povezani s tem, nekateri zlatokopi, potem so bili kavboji, po drugi strani so nekateri bili indijanci. In dejansko zdaj tukaj noter, če nekdo vidi, da ima eno tako divjo energijo v sebi, pa agresijo, mogoče čas, da to spravi ven. Mogoče, recimo, kar vidim, Gorenjska je nasplošno povezana bolj s tem krščanskim delom, povezana z energijo srednjega veka. Treba je zobe stisniti, potrpeti, biti trd. Tudi Koroška je povezana s tem, biti trd, mogoče še bolj kot pa Gorenjska, ne? Ker na Koroškem je bilo še težje življenje, po moje, kot pa na Gorenjskem. Tako da v vsakem primeru, vsak del Slovenije nekaj predeluje, kar je povezano, recimo Štajerska, Dolenjska je sigurno povezano s temi vinorodnimi kraji, seveda z vinom in tudi povezano z alkoholizmom. Tudi Primorska, ampak vseeno manj, zaradi tega, ker na Primorskem je vseeno vpliv tega morja, rib in tako naprej, vseeno drugače, tudi hrana je drugačna. Medtem ko Štajerska in Dolenjska je vseeno bolj trda energija in povezana tudi z alkoholizmom. Pač vsaka regija nekaj predeluje in ima nek program, in po drugi strani imamo pa kot Slovenci svoj skupni program, je pa to, da smo majhni, da je treba potrpeti, da moramo biti nevidni, da se ne moramo skriti, se pravi ta hlapčevski nagon, ki ga imamo vse noter, nagon, program, vse enega. Da se začnemo zavedati svoje veličine in da smo v sebi noter pač res krasen narod, ki smo navajeni delati, poprijeti skupaj. In ne nazadnje, če pomislimo, lejte, jaz ko sem odraščala, tam v 70-ih letih, pri nas doma nihče ni zaklepal vrat. To je bilo normalno, da je vse odklenjeno, ker nihče ni kradel. In to je bilo normalno. Se pravi, vse je povezano z nekim tem zaupanjem, pa da smo znali stopiti skupaj, da smo znali potegniti skupaj. Jaz, ko sem odraščala sem, tako so bile še preje, se pravi, so se v zimskih mesecih gospodinje najdle skupaj in so pletle, kvačkale. Vse je bilo tega povezovanja več. Zdaj v bistvu se pa lovimo. Lovimo, pa čas, da naredimo, da počistimo pri sebi te kode, ta skupinski program.
Dejansko vsak pri sebi naredi ta notranji premik. No, zdaj pa pojmo majhen na energije še, na energije tega postnega obdobja. Če gledamo postno obdobje, 40 dni, se zaključi potem z velikonočnim obdobjem, pa velika noč. In sama velika noč je zame pač praznik zmage, nove pomlade, novega cikla. Jaz sama sem enkrat predelovala ali pa v sanjah videla eno življenje, da sem bila v času Kristusovega življenja. No in sem prišla do zaključka, da sem bila ena od žensk, ki je sledila Jezusu. No in v glavnem, zdaj tisti, ki se več vozite po cestah, ste verjetno opazili, da so grafiti povsod napisani ob avtocesti, ob cestah Jezus, 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 Jezus. In je zanimivo. Jaz sama pri sebi sem razmišljala, kako lahko pri ljudeh to vzbuja ali neko občutek varnosti. Jezus je tukaj in skrbi za mene, ali pa po drugi strani jezo, kaj se nekdo gre, pa kaj mu ni jasen. In mogoče jeza povezana z vsem, kar je povezano s cerkvijo. Verjemite mi, vsaka stvar, ki ti pade v oči, je neko sporočilo zadaj. In če vam pade neka registracija, neke številke, ali pa če se vam kar naprej kažejo neke številke, je tukaj angelsko vodeno sporočilo. Če vam ta Jezus skače v glavo na vsakem podvozu, kjer je napisan Jezus, pa vas to jezi, je to sporočilo, daj poglej v svoje rane, kaj te tako jezi v povezavi s cerkvijo ali pa z božanskim, ali pa mogoče s tem, da ti ne upaš ali pa ne sprejmeš božanski del sebe. Kaj je tisto v tebi, ki povzroča to reakcijo? Pa naslednja stvar, recimo Marija, ne? Marija, božanska mati. Božanska mati, v vseh kulturah je božanska mati in vemo, da v Sloveniji je ogromno cerkva, kjer so postavljena cerkve posvečene Materi Božji, ampak nekoč, še v času Slovanov, so bila to svetišča, ki so bila posvečena bogini živi, se pravi, živa je bila pa boginja, slovanska boginja, ki je dajala življenje. Tako, in zdaj, če gledamo, v vsaki kulturi je neka božanska mati. In spet, če vam gre to na živce, ali pa če ne morete sprejeti tega božanskega materinstva, mogoče tudi težko sprejmete, da naša zemlja kot Gaja skrbi za nas, nam daje zrak, nam daje življenje. Se ne morete povezati s to svojo žensko energijo v sebi. Pač vse je to povezano, vsaka stvar nam nekaj sporoča. Sporoča nam pa predvsem to, da sebe sprejmemo kot božansko bitje, da smo vsak v sebi noter vse. In ko se povežemo s tem božanskim bitjem in sprejmemo moški in ženski del sebe, in ko mi postanemo ena taka celota, drugače ne more biti, kot da smo dobro. Drugače ne more biti, kot da smo dobro. Ne vas en še pomabam, lejte, za vse tiste, ki gledate moj kanal, knjiga Ko imajo duše žur, jo dobite zdaj s 30% popustom. In ta knjiga, Ko imajo duše žur, imate noter molitve. In recimo, prv molitev Oče naš, jaz ga moram mečkan drugače, kot je, tako kot so nas naučili, zaradi tega, ker verjamem, da ko ti prosiš, pripelji me do rešitve, da se rešim vsega hudega, amen. Je to čisto drugačna molitev, kot ne vpelji me v skušnjavo. Verjamemo v moč molitve. Verjamemo to, da so angeli tukaj, da me slišijo, da so ob meni, da dejansko lahko v katerem koli trenutku pokličem angele za pomoč, pa ne samo za parkiranje, da mi najdejo parkirno mesto, ali pa da mi odpirajo, jaz v bistvu, ko se usedem v avto, rečem, angeli, prosim, dajte s ceste spraviti zajce, pa srne, pa policaje.
pač jaz tega ne rabim na cesti. A ja, pa norce. Tako, dajte to stran spraviti. Ker ne rabim nič od tega na cesti, ker rabim mirno pot. In leta, če vi proste to božansko energijo, ona dela za vas. Če pa vi ne proste in mislite, da morate vse sami narediti, v tem primeru vam bo šlo težko v vašem življenju. Naslednja zadeva, kar je pomembno, je to, da se začnemo zavedati, da vse, kar jaz izrečem, jaz sem, to pomeni, da potrjujem to, kar jaz sem. In vsakeč, ko jaz rečem, jaz sem zabita, jaz sem zguba, to jaz sem. Ampak vsakeč, ko jaz rečem, jaz sem božansko bitje, jaz sem neskončno ljubljena, jaz sem moč. Vsakeč, ko jaz rečem, kaj jaz sem, to jaz sem. Zato, ker moč izrečene besede jaz sem je najmočnejše, kar je sploh možno izreči. Moč te jaz sem, to je Mojzesova koda, ko vi rečete v imenu mogočne prisotnosti, jaz sem, ki sem, vedete, vse to, kar jaz sem, to jaz sem. Se pravi, ko rečem, jaz sem bolna ali pa sem bolna, to je ista vibracija, sem bolna. Ko pa jaz rečem, jaz sem zdrava, vitka, uspešna, ja, tudi če me frizerka, tako rečem, ker mislim, zajebe, se lahko spravimo red, jaz sem dobro v svoji koži, pa tudi v svoji frizuri, pač jaz sem dobro. Gre se za to, da se spravimo svojo moč. Ja, vam nekaj povem. Do česa sem prišla? Da dejansko učiteljice, ki imajo težave s svojo samopodobo in same sabo, se izživljajo nad otroki, in to vsi tisti, ki imate otroke, ste sigurno že prišli do zaključka, da se vsake toliko časa najde kakšna težavna učiteljica. In druga zadeva, to smo se pa zadnjič pogovarjali pač na enem dogodku, da dejansko frizerke, ki imajo težave same s sabo, se izživljajo nad glavami ljudi. Pač želijo narediti ženske bolj grde. Zanimivo. No, v glavnem, ko jaz se zavedam tega, kdo jaz sem, se ne spuščam na nižje vibracije drugih ljudi. Zaradi tega, ker sem vam rada. In zato, ker se zavedam, kdo jaz sem, ne dovoljujem, da mi energijo kradejo ljudje, ki so okuženi s strahom. Pač dovolim jim, oni so lahko okuženi s strahom, ampak ne dovolim, da to name vpliva. Zato, ker ko se zavedam, kdo jaz sem, vsakič, ko me nekaj spravi izven ravnovesja, se umirim in se spravim v ravnovesje. In jaz vem, ker vem, kdo sem, kaj mene postavlja v ravnovesje. To je pač pomembno zase. Jaz vem, da jaz potrebujem jutranjo meditacijo. To pač jaz potrebujem. Zjutraj rabim mir, tibetanske vaje, da jaz lahko normalno začnem. In zdaj letos ne bom delala nobenega potovanja, ampak mogoče drugo leto. Ampak ko sem delala počitnice in smo zjutraj šli na sončni vzhod, sem zahtevala popoln mir. Biti v tišini. In biti v tišini pomeni, ko si zjutraj v tišini, sam sabo, brez hrupa, slišiš vodstvo svoje duše. No, in vam za konec tega zanimivega predavanja kakšno sporočilo s kart prehodu v novo dobo preberem. Ena karta je kar ven poletela, ta druga karta pa je nova zemlja. Zdaj prihaja nova zemlja. In ti, ki tole poslušaš, si boginja. Ti si ustvarjalka nove dobe in dovoli, da te vodi srce. Dovoli, da te vodi srce. Ker tvoje srce pozna resnico. Tvoje srce točno ve. In ko si v miru, ga slišiš, te vodi, veš, kaj je dobro za tebe in veš, kaj ni dobro za tebe. In tam, kar ni dobro za tebe, lahko poveš jasno, to ni dobro za mene, tega ne želim,
želim na drugačen način. In v ljudeh, s katerimi sodeluješ, išči njihove moči, ne njihovih pomanjkljivosti. Ker čisto vsak človek ima v sebi lučko Božjega. In zmoreš vztrajati na začrtani poti, kar angeli ti stojijo ob strani. Karte prehodu v novo dobo počasi grejo h koncu, tako da tisti, ki vas kličejo, imate še čas, da jih naročite, ampak nimam več velike zvodov, tako da, ja, ko bojo pošle in tudi tega ponatise dejansko ne bom delala. Tako da bom pa naredila pa nove karte, ki bojo majčkeno drugačne. No, tako da, uživajte, vse dobro vam želim in ja, vsakmu se dogaja nekaj in verjamem, da vsaka stvar, ki se nam dogaja, je sigurno namenjena, da duhovno zrastemo, da gremo naprej. Tako da uživajte, vse dobro vam želim.